Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Bom probal biti kratek pa učinkovit. Mislim, da je zdaj po vojni svet v Evropi, še bolj pa po padcu železne zavese, spoznal, kako močno so bile pretekle generacije obremenjene z dogodki druge vojne in kako težko so opravljati tisto, kar je nujno, se pravi proces žalovanja. In temu bi se danes malo bolj posvetil, proces žalovanja, kakšni so pogoji tega procesa, zakaj ga ni mogoče izsiliti, zakaj ga ni mogoče zapovedati, prav tako pa ne tudi naslednjih korakov, ki v žalovanju sledijo, se pravi koraki odpuščanja, hvaležnosti in na koncu sprave. A mogoče mi po 25 letih ukvarjanja z resnico, se pravi z odkrivanjem tudi zamolčanih plati druge vojne, ne pričakujemo preveč. Na Severnem Irskem se ravno tako odvija ta proces umirjanja konflikta in iskanja sožitja ali pa vsaj sobivanja med protestanti in katoličani in prav tako ugotavljajo, da ta proces je zelo počasen in da je včasih največji uspeh, če lahko ljudje iz različnih taborov z različnimi izkušnjami sedijo v istem prostoru. Tako kot mi se gospod Načkov opozoril, fizična bližina deluje, tudi če možgani še mislijo po svoje, ampak to, da se gledamo v oči, to, da se pogovarjamo, da smo skupaj, deluje samo po sebi. To dostakrat recimo tudi terapeuti ugotavljamo, če hočemo očete malo prebuditi v očetovstvo. To gotovo ne morajo žene narediti, čeprav bi rade, pa to včasih naredijo, pa pravijo, da ne bo moj ostal brez očeta. Pa potem se veste, očetje se lahko branimo, otepamo in izgovarjamo na 100 načinov, ampak en zelo enostaven recept je, samo otrokom dajte, pa ga na vikend pošljete za 2 dni. Se boste že zbližala. Morala se boste zbližati, morala se boste začutiti. In to mislim, da mi v krščanski veri tudi dobro poznamo, kaj pomeni fizična bližina. Če beremo psalme, Bog, ostani pri meni, ne me zapustiti. Kadar si ti blizu, mi je toplo, mi je v redu, mi je varno. Fizična bližina. Ne pomeni Bog, da jim je SMS pošle. Ne, to ne deluje. Ali pa kakšen glas mi pošle. Ne, fizična bližina. Prav tista otroška bližina, ki se veste, ko se otrok skrije za mamino krilo, pa jo zagrab in je takrat je varen. In potem, ko se pomiri, se lahko odpravi na raziskovanje sveta, okolice, samega sebe. In ko pride predaleč, ko ga spet spreleti strah, se obrne in spet išče fizično bližino. To je recimo ena od velikih odkritij že v 60 letih, teorija navezanosti, opozorila na to, ljudje smo tako kot vsi sesalci, kot večina živalskega sveta, ki ima ta nagon navezovanja, ga imamo tudi mi. Se aktivira recimo med 8. in 12. mesecem in je ključen. Ključen ne samo za fizično preživetje, ključen je tudi za, ker mi smo le bolj razvita bitja, za naše čustveno preživetje. Kajti otrok, ki ni varen, se pravi, ki se v tem krogu varnosti, če imam jaz tukaj krog varnosti preveč kofa, pogrem pa malo po sobi, moram priti nazaj, da spet, rekel, da se umirim, da se moje telo umiri, da jaz lahko svobodno razmišljam. In danes smo tudi to slišali, da je rekel Frančišek, brez svobode tudi vere ni. No in zakaj je toliko časa svet potreboval, da je odkril to preprosto resnico? Zakaj je Freud lahko na začetku prejšnjega stoletja trdil, da človek teži k spolni zadovoljitvi ali pa nagon po hrani, nagon po preživetju in zakaj so bilo potrebno 60 leta, da smo spoznali to preprosto resnico, nič od tega ni tako bistveno, kolikor je bistveno čustveno preživetje. To, da nekdo ve, kako nam je, da je z nami v stiku, da je z nami povezan, da nam je naklonjen in da nam nudi varnost. 2 vojni sta bili potrebni, da je počasi to spoznanje, da je človekova narava usmerjena k odnosom, pa ne odnosom na splošno, ampak k stiku. Gotovo, da je k temu prispevali tudi število sirot, ki so bile takrat po Evropi, to, da je seveda vojne ni bilo več, da so nastopile bolj varne razmere,
ko so se lahko ljudje začeli spraševati o tem, kaj nam res daje življenje. Kaj nas žene naprej, kdaj je naše življenje polno. In če pogledamo z vidika vere, bomo tudi videli, da je ta fizična bližina, Božja prisotnost, da nas Bog skozi vso zgodovino v bistvu tega uči. Najprej pride, pošlje angele, pošlje vihar, pošlje šepet vetra, pošlje goreči grm, pa 400 let nikogar ne pošlje, ali pa 2000 let nikogar ne pošlje, pa vidi, da mora nekoga poslati, ne. Tako govorim malo tako bolj preprosto, ne. Potem pošlje sina. In tudi njega bi mi najraje zadržali, njegovo fizično prisotnost, bi rekli, tukaj ostan, tukaj, ko si ti, tukaj nam je varno, postavimo šotor, zgradimo trdnjave, zgradimo hiše in ostan z nami. Ampak pravi, naša vera pravi, veliko več vere in življenja boste imeli, če ostanem z vami na drug način, ne samo fizično, če ostanem čustveno z vami, duhovno z vami povezan. Takrat boste lahko delili tudi to povezanost med sabo. Če je to odvisno samo od moje prisotnosti, takrat vam nisem dal vsega, kar lahko dam. Se pravi, to povezanost, ki jo tudi jaz imam z očetom. Dobro, se upravičujem teologom, če sem kaj narobe povedal, me popravite potem, ne. Ampak fizična bližina, smo rekli, se je potem odprla te čustveni bližini, čustveni duhovni bližini, to je tisto, kar človeka napolnjuje. In seveda do tega pa ni tako enostavno priti. To je pa drugo spoznanje 20. stoletja, da ni, kakor fizične bližine v naši veri ni mogoče si zagotoviti in se jo zagrabati, tako tudi te čustvene bližine, čustvene povezanosti ni mogoče zagrabati enkrat za vse. Zdaj bomo malo pogledali v to, zakaj ne. Kateri so pogoji za to, da se mi lahko odpremo tej bližini, da se lahko odpremo medosebnim stikom in pa tudi Božji bližini. Že stik, beseda stik sama pove, da to ni isto kot prisotnost. Prisotnost je, ali pa fizična bližina pomeni, da sem jaz tukaj, ampak sem lahko odsoten, jaz lahko razmišljam karkoli, ne, bi boste rekli, saj je bil z nami ves čas, ampak jaz sem razmišljal, ne vem kaj, sem prebral časopisih, me je odneslo, ne vem kam, ne. Se pravi, jaz se lahko trudim, pa vložim napor, da bom z nekom v stiku, pa tudi to ni rečeno, da bo delovalo. Za stik sva potrebna dva. Tudi terapeuti, ki sicer mislimo včasih, kako znamo biti v stiku s sabo, pa z drugimi ljudmi, slej ko prej ugotovimo, da je stik nekaj, kar ne moreš kontrolirati. Tega ne moreš izsiliti. Lahko še tako si sočuten in dober, ampak za stik sta potrebna dva. Če se obrnemo spet, recimo na našo vero, bomo videli, da Jezus stopi k tistemu, ki je odprt, ki je pripravljen za stik. Spleza na drevo, kriči, maha, ga spustijo skozi streho, k tistemu pride. Tiste ovce, ki se same pasejo in niso zgubljene, tam ni stika. A čute, mislim, da to. Če ne me pase pravim, lahko me prekinete s kakšnim vprašanjem, komentarjem, ne bo nobenih težav. Samo, da smo v stiku. Dobro. Torej, zakaj prvič stik po sami naravi zahteva dva, se pravi, je nepredvidljiv in zahteva eno uglaševanje. Mi z nekom, s komu želimo biti v stiku, se moramo oglasiti. In ko so raziskovali recimo stik mater z otrokom, so ugotovili, da mama približno 80% časa porabi za iskanje stika, za oglaševanje z otrokom. Mama ne ve vnaprej, kaj otrok želi in kaj potrebuje, tudi otrok ne zna govoriti, ne more povedati, ampak s telesom in z jokom zelo močno sporoča, da nekaj ni v redu. In mama seveda se mora s svojim telesom na ta jok uglasiti. Zato je materinstvo izjemno naporno, ne toliko po svoji fizični plati, tudi potem jasno so neprespane noči in vse mogoče, ampak je ta stalna alarmiranost telesa, ki se mora odzivati na nepredvidljive okoliščine, za katere nima odgovora. To je materinstvo. Če si predstavljamo, tudi mi moški, se imamo mi tudi nekaj materinstva vse, ne? Tudi mi vemo, kaj pomeni. Biti nemočen, poskušati se odzvati, pa nič ne moreš.
Se pravi, 80% je tega iskanja, 20% je samo enega ležernega, lagodnega sobivanja v stiku. Vse ostalo je iskanje stika. Zdaj, če gremo pogledati pa še to iz družbenega vidika, zakaj je tako težko, ali zakaj je toliko časa bilo potrebno, da je sodobni svet ugotovil, da smo ljudje namenjeni stikom, da tam živimo na polno, da tam se počutimo sprejeti, da tam dobi naše življenje smisel in pomen, globok pomen v teh trenutkih stika, trenutkih srečanja, ki so lahko zelo drobni. Pogoj za tako srečanje je vsekakor, da nismo zasedeni z alarmantnimi situacijami, z neko travmo, z bolečino, z jezo. In gotovo je imel tudi to odkrivanje te človekove narave, je bilo tako počasno prav zaradi tega, ker je bil svet po drugi vojni v mnogočem zaseden z travmo druge vojne, ki je strahotno odmevala in recimo, da boste dobili vtis o tem, kako je odmevala, bom navedel besede italijanskega taboriščnika Juda Primalevija, ki je rekel, jaz sem hotel svojo taboriščno izkušnjo povedati in objaviti takoj, kmalu po vojni, v 50 letih je napisal, in sem hotel Nemcem pokazati. In kadar smo imeli kakšne pogovore z nemškimi kolegi, on je bil kemik, vodil na tovarno, je rekel, nisem skrivil svojega tatuja, torej svoje številke, ki jo je imel vtetovirano na roko, zato, da bi jim dal vedeti, glejte, to ste vi naredili, to ste vi, ne se skrivati. Ampak njegove knjige, par tisoč izvodov je bilo prodanih, svet je bil preveč travmiran. Svet tega ni mogel slišati po vojni, preveč je bilo groznega, preveč je bilo tega materialnega boja za preživetje in šele z leti, ko se je to rekel, malo pomirilo, tudi ko je nevarnost tega, da bi rekel, stare strukture še vedno poskušale, čeprav so gotovo zanikati, kar se je zgodilo, takrat se je ustvarjen prostor sočutja in razumevanja in takrat so seveda njegove knjige bile brane v milijonskih nakladah in tako je še danes. Knjige o holokaustu, knjige o drugi vojni, ki zmorejo nas nagovoriti svojo iskrenostjo, se še vedno berejo, ker se ta generacija zdaj poslavlja in želi pred smrtjo svojo zgodbo povedati do konca, tako kar se da iskreno. Se pravi, iz tega lahko dobimo en vtis, da za premaganje ali pa vsaj za soočenje s travmo je potreben čas. Psihologi pravijo, da so potrebne 4 faze premaganja travme ali pa vsaj soočenja s travmatičnimi izkušnjami in dogodki. V prvi fazi človek doživlja šok in grozo. To si lahko mislimo, ostane brez besed, tako kot je telo v šoku, tako je človek v šoku. In šele v drugi fazi dobi sposobnost govorjenja, čustvovanja, pri čemer je ta druga faza obeležena z takim kaotičnim čustvovanjem. To so lahko solze, izbruhi, jeza, strah, odrevenelost, podoživljanje travme. In tukaj besede še nimajo prave moči. Čeprav človek lahko pove o svoji travmi 10krat in 10krat, bo mogel še 10krat. Pa še ne bo dovolj. Jaz se spomnim tega, ko smo mi prišli iz JLA, če lahko povem to anekdoto, kadar smo se moški dobili iz srednje šole, kaj smo govorili? Vse vi veste, tisti, ki ste bili tam, govorili smo, kje si bil ti, kje sem bil jaz in tako leta in leta naše sošolke bivši so nas gledali in so rekli, fantje, a ste že spet tam? A ste že spet tam? In šele kasneje sem jaz ugotovil, da mi tisto nismo mogli nikomur povedati, noben je tistega slišal. In smo govorili ti nesrečni JLA, da so nas imeli že vsi zadost. In gotovo imate vi tudi sorodstvo, kakšne starejše ljudi, a veste, ko pravijo, ne vem, če sem vam tole že povedal in vsi rečejo, ja, no, pa gremo spet tja, ne? Toliko težko je iz te druge faze priti v tretjo fazo, ki jo pa označuje iskren pogovor z najbližjimi. Tukaj pride tisto, kar smo rekli, stik. Se pravi, ko se ta kaotična čustva malo pomirijo, ko mi uspemo videti, kdaj nas kdo razume, se pravi, se moramo toliko pomiriti, ne biti stalno v eni alarmantni situaciji, ne?
stalno v nevarnosti, takrat šele uspemo prepoznati, kdo nas posluša, a zdaj mi spet vrtimo svojo lajno in nas noben ne posluša, ali pa se nekdo odziva in nam da razumevanje in takrat se mi lahko še bolj odpremo, povemo še kaj bolj iskrenega, še bolj o sebi, gremo vase in ta tretja faza je odločilna in zdravilna. Ker pomeni, prišlo je do stika, do ene povezanosti, tisti ljudje, ki so me prizadeli, so zdaj samo še majhen geto, majhna skupinca v morju drugih ljudi, ki so dobri in naklonjeni. Ampak seveda to odpiranje dobroti je dolgotrajno, kot smo videli. Ne moramo mi reči, da se bo nekdo v prvi fazi že kar odprl dobroti in bo videl smisel svojega trpljenja. Ne bo. Bo mogel kar nekaj časa vztrajati v tej drugi fazi, še del pa v tretji in takrat šele lahko rečemo, da bo ta medsebojna povezanost, ta nova globina stika, ki jo bo doživel, premagala zlo. Še takrat bo lahko rekel, jaz zdaj pa vem, zakaj bo mogoče tudi to, čeprav je bilo krivično, je bilo hudo, so bile velike izgube, sem se mogel marsičemu odpovedati, ampak zdaj vem, kam je to pripeljalo. Ker je večji globini, zdaj se lahko jaz, kljub svoje ranjenosti, odprem dobremu. To je tiskaj tudi gospod Škof v svojem nagovoru poudaril, kako odpreti prostor v svetu zla, senzacionalističnih informacij, kako odpreti prostor za dobro. Tukaj je to odpiranje, vidimo, da ni tako enostavno, če seveda so ljudje obeleženi za krivico, travmo in tem kaotičnim razmišljanjem in čustvovanjem, ki ne pride do stika. No in v tej tretji fazi seveda se pripravlja pogoji tudi za žalovanje. Tretja faza, soočena s krivico, ali bomo rekli, ali pa s traumatičnimi izkušnjami, pomeni, da lahko izžalujem vse priložnosti, vse sorodnike, vse materialno dobro, ki mi je bilo po krivici odvzeto, ali pa tudi mogoče kakšno krivico, ki sem jo sam naredil. Tudi to je treba izžalovati. Tudi sebe je treba dati prostor, dati možnost. Včasih gre za obe strani. Nismo samo vsi žrtve, nismo samo vsi rabli, ali pa storilci, včasih smo v dveh vlogah. Najbolj pogosto. Samo ideološko razmišljanje poenostavlja stvari in imamo zmagovalce, imamo poražence, izdajalce in tako naprej. Ampak, ko gremo iz tega ideološkega diskurza v en bolj osebni govor, vidimo, da stvari so tako, kot jih mi doživljamo vsakodnevno. Nismo samo zmagovalci, nismo pa tudi poraženci. Veliko prispevajo okoliščine. To je še ena od ugotovitev, recimo o dogodkih, krutih dogodkih druge vojne je, da se razen redkih posameznikov, ki so bili zločinci in storilci, velika večina prilagodi. Lahko imamo to za veselo sporočilo, za žalostno sporočilo, ampak res patoloških ljudi je samo določen odstotek. Vsi ostali se žal prilagajamo. Vsi ostali smo žal podvrženi avtoriteti, vrstniškemu pritisku, lastnim željam, strahovom in takrat reagiramo, kako reagiramo. In nekaj tega gotovo bo tudi nam prispeval bolj razumeti sedanjo slovensko situacijo v tem smislu, da morda storilcev ne bomo ujeli. Bomo pa lahko dali veliko razumevanja za vse tiste, ki so se samo prilagodili. To velja za vse strani. Seveda pa ostaja tudi ena manjšina, ki se opre. Dobro, če se vrnem zdaj k temu tretjemu koraku. Tretji korak pomeni, se pravi odnosi, stik, dobrota, premaga zlo. Preprosto povedano. Pomeni pokop žrtev, ki se zdaj prizadevamo v tem času za dostojen pokop, pomeni sovraštvo je konec. Pride čas, ko je sovraštvo konec. In zato se je treba prizadevati. Sovraštvo ne bo šlo s časovno oddaljenostjo, tako kot večkrat slišimo, ne bo zamrlo s časovno oddaljenostjo, kot vidimo, če poštevamo te faze, te korake, se krivice samo kopičijo. Vsako leto pomeni, še zdaj mi niso poravnali krivice. Vsaka malenkost me spomne, vsaka rdeča barva me lahko spomne, ali pa na koga črna barva, koga bela barva,
lahko spomni na to, da še nismo prišli do zadoščenja. Torej smo še vedno žrtve. In tle je ta tretja faza zato tudi tako pomembna, ker tukaj zapuščamo v bistvu to vlogo žrtve. Če zapustimo vlogo žrtve, pomeni, da ne iščemo več poravnave. To bomo tle samo mogoče mečkam več ustavili pri tem, kaj pomeni zapustiti vlogo žrtve. Gotovo to ne pomeni pozabiti, kar tako odpustiti, zamahati z roko, ali pa celo na ukaz, ali na željo, ali na pobožno željo, reči, krivice me ne obremenjuje več. Gotovo jih s tem še nismo pustili za sabo. Zakaj je tako nevarno ostati v vlogi žrtve, se mogoče lahko predstavljate, da je vloga žrtve še posebej tam, ker gre potem že za aktualne stvari, biti v vlogi žrtve je zelo udobno. Žrtev ima vedno prav. Žrtev dobi vso pozornost. Žrtev nikoli ne more kaj koga prizadeti. Če sem jaz žrtev, potem nastane že pravo, v današnji družbi prava konkurenca med žrtvami. Kdo je večja žrtev? En lep primer spet iz Nemčije je ta, da so recimo Sinti in Romi v Nemčiji dobili priznanje o tem, da so bili tudi žrtve genocida leta 87, ali pa 82, če se ne motim. Mogoče 82. In so na lastni koži izkusili, kaj pomeni tako imenovano konkurenca, konkurenc, so temu rekli, se pravi, tekmovanje med žrtvami. Kdo je večja žrtva? Judje, mi smo največje žrtve. Drugi, počakajte mečkaj. Do leta 82. Se pravi, tako udobna lahko postane z leti ta vloga žrtve. Ampak je seveda strašno nevarna. Vloga žrtve pomeni, da se lahko jezim, da sem zasvojen z jezo, da lahko vedno upravičeno stresem jezo na kogarkoli, da vedno znova pripisujem svojim storilcem strašno moč nad mano, zato ker sem jaz še vedno ujet v tisti situaciji, v tistem čustvenem kaosu, bomo rekli, drugega koraka in iz njega ne morem ven. In zato so krivi tisti ljudje pred 30, 40, 70 leti, ker me še vedno držijo zaprtega v tisti situaciji. Lahko vidite, kako ta vloga žrtve postane zasvojitvena, tako rekoč. In smo rekli dve plati, se pravi, po eni strani imam jaz vedno prav, po drugi strani demoniziram, poveličam storilce in jim dam veliko prostora za to, kolikor je moja žrtev večja. To gre v paru. Večja žrtev, ko sem jaz, bolj mogočni so storilci. In to, mislim, da se to tudi nanaša malo na slovenski prostor. Naši storilci imajo strašno moč. In mi morda ne vemo, da jih malo tudi sami demoniziramo, napajamo, krepimo s tem, ko ustrajamo v vlogah žrtve. Enkrat smo se vkočili in mislim, da pogovarjali o tem in je nekdo rekel na eni okrogli mizi, prav o spravi, odpuščanju teh aktualnih temah in je nekdo rekel, dobro, da se storilci niso pokesali. To je načeloma izjemno redko. V svetovnem merilu teh storilcev ni veliko, ampak dobro, da se niso pokesali, ker bolj bi se mogli tudi mi spremeniti. Ampak to je rekel tako, Zelo globoka misel, čeprav je izrečena tako v takem humornem vzdušju, ampak pomeni tudi mi bi mogli svojo pozicijo zamenjati. Kaj si predstavljate? Pridejo sem, CK-jevci, gospod Načkov, pa se pokesajo, kaj bomo mi, pa smo brez dela. Ne vi, ampak jaz sem brez dela. Ko smo brez dela, ne moramo se več jeziti. Šele kaj kesanje, pride odveza, ampak žal pri storilcih tega kesanja ni. Tudi Boris Pahor recimo v svoji nekropoli se sprašuje prav, zakaj vsi te storilci v Nürnbergu niso zmogli enega samega preprostega stavka, čist preprostega. Žal mi je. Žal. Odgovor je ravno tako preprost. Ni bilo žal. In to je močen znak. Storilci, ki so se spreobrnili, skesali, so izjemno redki. Zato jih cerkev tako častim in z veseljem sprejema, ker je to pravi čudež. In tudi vidimo v slovenskem prostoru
čakati na to, da mi gremo iz tretjega koraka v četrti korak, da nehamo biti žrtve, če mi čakamo storilce, bomo lahko čakali še 70 let. Se pravi, nas imajo še vedno zaprte. Tukaj je še ena zgodba zanimiva, ko se judovski, pa ne vem, resnično ali ne, judovski taboriščniki se dobijo čez leta, pa prav eden od njih, ne morem pozabiti. Ne morem. To ne gre. Sanjam, podoživljam, se jezim, ne spim, skozi sem v tem. Pa ga drugi dva tako sočutno pogledata, pa pravita, pa si še vedno zaprta, ne? Pa si še vedno tam. Tako z vsem sočutjem, ne da bi se zdaj mi poskušali iz žrtev minimalizirati njihovo trpljenje, ampak hkrati se mi zdi, da moramo biti pozorni na to, da vloga žrtve je zelo nevarna. In mislim, da v krščanstvu imamo eno tako doktrino in misel, da mi verniki nismo žrtve. Žrtve je samo ena. Jezus Kristus, ne? Mislim, da ne bom kakšno napačno povedal. Mi nismo žrtve. Mi si ne moramo svojega križa sami naložiti in se s tem hvaliti ali ne hvaliti, ali pa, rekel, to vlogo žrtve si lastiti. Ne, mi nismo žrtve. Mi smo odrešeno ljudstvo. Mislim, da je to en zelo pomemben spodbuda, ki prihaja z naše vere in nam lahko pomaga ravno iz tega, da ta tretji korak nadgradimo še s četrtim, v katerem seveda pride kesanje, odpuščanje, hvaležnost in seveda tudi iskanje globjega smisla trpljenja. In seveda tudi razumemo, da je zelo težko zdaj iz tega četrtega koraka, ali recimo z te drže, z tega razumevanja, seveda presojati ljudi, ki še niso tam. In jim nekako odpisati, po kateri poti naj grejo, kaj naj naredijo, da bodo prišli tja. To ni mogoče. To ni mogoče zdaj to ljudem usiliti in jih na te poti pospešiti. Največ, kaj lahko naredimo, je, da s svojim zgledom pokažemo, da tudi mi želimo v ta četrti korak, v to držo prideti, da vemo, kaj ta drža pomeni, da iščemo vzore te drže, da o njih pišemo, govorimo in se navdihujemo. To mislim, da je, vi ko pišete, gotovo to zaznate, kdaj je nekdo pred kamero, pred mikrofonom poskuša prodati svojo jezo, ker je žrtev, ali pa proda to, kako je on nehal biti žrtev. Je čist drug način govorjenja. In seveda ta prostor naš je zasvojen za tem jeznim govorjenjem, za tem, da se vsi predstavljamo kot žrtve tega, onega sistema javne uprave, korupcije in tako naprej. Manjka nam pa tega, da bi nekdo rekel, vse to je res, dragi ljudje, vse to je res, bodite pa veseli hkrati in za krizo in za vse, kar prestajate, ker to vas bo spravilo v stik z tem, kar doživljate, s to krivico in tam je pot ven. Ljudje imamo namreč eno zelo nevarno, samoobrambno ravnanje in to je, da se bolečine izogibamo. Čisto razumljivo, noben noče trpeti, ustrašimo se trpljenja in kadar se bliža, se ga bojimo že vnaprej, tudi če potem, ko vidimo, da smo se mu prepustili, da smo rekli, ne gre skozi mene, tako kot beremo v evangelijih, ne gre to, so Jezus je bil te skušnjavi, ne gre ta bolečina mimo mene, kako to mi dobro poznamo. Ne gre to mimo mene, temu bi se izognil, to sem že bil, jaz se ne bo iz tega nobene koristi, seveda ne bo. Da bi z bolečino postala neka korist, pa nek pomen, je potreben čas in tudi naši, vztrajni koraki. In kadar se seveda te bolečini začnemo izogibati, to je recimo zelo očitno pri ljudeh, ki so doživeli kakšno nesrečo, se spomnim, da je nekdo rekel, bolnica, mislim, da tam imamo veliko, ne malo oče, kdo je tam v miru, stalno so hodili tja, pa je ta gospa rekla, še zdaj se z avtom, če se le da, grem drugot, ne grem po Zaloški.
Ne vem, če imate vidite občutke, ampak Zaloška je zame, to je grozna cesta, veste. Pa ni nič drugačno od ostalih, ampak pele, vse veste, ki je pele Zaloška. Ne? Zaloška pele med samimi bolnicami. To je mrtvašnica, porodnišnica, rakov oddelek, tak oddelek, oddelek, tretji oddelek. Ne? To so kraji, ki so polni bolečine, trpljenja, stiske, neizjokanih bolečin in groz in ga podoživljamo, ne hote, tako smo narejeni. In se seveda potem začnemo takim krajem izogibati. Kaj šele tisti ljudje, ki so doživeli kakšne bolj konkretne krivice, se začnejo izogibati ne samo tem krajem, tem obdobjem, trenutkom, sami misli na to se začnejo izogibati, s tem pa seveda padejo v en tak začaran krog, kjer z izogibanjem v bistvu vzdržujejo to stanje. To je tisto, kar smo rekli, da nas drži v drugem koraku, iz katerega ne moramo ven, ker se v bistvu izogibamo temu, da ne bi padli v prvi korak nazaj, ampak hkrati s tem izogibanjem pa vzdržujemo to, da smo tam, ker smo. Ker tretji korak zahteva soočenje z bolečino, si jo v celoti priznati in jo tudi v celoti začutiti. Tako kot včasih rečemo, si dovolj začutiti, kako to boli. Si dovolj začutiti, kako nas je strah, kako ostanemo brez besed, kar koli to pomeni. In naše telo je tako narejeno, da šele ko v celoti začutimo bolečino, bolečina popusti. To pa mislim, da vsi poznate. Vse otroke to učimo. Kaj otroke učimo? Sam malo počaki, pa bo popustilo. In ko mama to reče, že popušča bolečina. Vse otrok to dve, veste, kako je z bolečino. Se udar na dvorišču, pa nič ne joka, pa stisne zobe, pa teče gor k mami, pride do mame, se pa lahko zjoka. Ker bolečina išče nekoga, ki jo bo sprejel. Drugače nima smisla jokati, če so sami vrstniki okoli, pa sami moški, ko smo tako bolj, kaj boš jokal, daj, se ni nič, pa ne bo nič pol ure, pa pride domov k mami, no, takrat pa gre bolečina van. Takrat si bo pa dovolj, bomo rekli, začutiti. Takrat si bo dovolj začutiti svojo nemoč, ker je blizu tudi rešitev, ker je blizu že opora. Ampak žal, mi živimo v tistem obdobju dostikrat, ko bolečino že nosimo vse, ko se še delamo močne, ni pa še varnega zavetja, kjer bi jo lahko odložili. To je ta tretja faza. Varno zavetje, kjer bomo odložili bolečino, kjer jo bomo lahko izkričali. To je tisto, kar smo na začetku rekli, zakaj tisti, ki iščejo stik z Bogom, z Jezusom, Kristusom, kričijo, ker jih boli. Ne zato, ker bi bili polni vsega in bi kričali zato, ker nimajo mikrofona. Kričijo zato, ker jih boli, ker so v stiski. In takrat se odprejo dobremu. Še nekaj o odpuščanju in spravi, za katere ravno tako velja, da jih ne moramo izsiliti. Smo rekli, storilce ne moramo prisiliti k spravi, odpuščanje je namenjeno tistemu, ki se skesa. Se pravi, vidimo, kako daleč, kako zahtevni so te koraki. Je pa ena oblika odpuščanja, kjer pa lahko, se mi zdi, človek tudi sam veliko naredi, ne glede na to, kaj bo naredila druga stran. Tako odpuščanje bi lahko bila neke vrste priprava na tisto pravo odpuščanje, se pravi odpuščanje storilcu, recimo odpuščanje konkretno tistemu, ki mi je prizadel. Ker, če nočemo stati žrtve, moramo tudi pustiti za sabo, smo rekli, to krivico, ki se nam je zgodila. In tukaj, se pravi, to je mogoče malo bolj neobičajno razumevanje odpuščanja, ker mi običajni govor predpostavlja odpuščanje, kjer nekdo pride k nam in reče, oprosti, ker sem ti to naredil in mi mu odpustimo. To je običajni pomen. In tak bi bil najlepši. Ampak žal v takih velikih konfliktih, družbenih konfliktih, kjer niso vključeni samo naši najbližji, seveda je tako odpuščanje izjemno redko, da ne rečem, da ga ni.
Neki poskusi tega so bili recimo v Južni Afriki, kjer so takoj po ukinitvi apartheida razglasili neko obdobje amnestije in kdor je prišel na te določene forume, ki so jih poimenovali resnica in sprava, je dobil za konkretno dejanje, ki ga je priznal amnestijo. Nihče seveda ni bil s tem zadovoljen, še najmanj žrtve, ampak so videli, da če so hoteli preživeti naprej, če so hoteli državo pognati naprej, je bilo to nujno. Se pravi, podariti amnestijo tudi za zločine, če jih je nekdo priznal. Jasno, tega časa pri nas ni več, pri nas so čez druge razmere in tukaj pride upoštev ta druga oblika, neko manjša oblika odpuščanja, ki je pa samo stvar nas in pa tega odpiranja dobremu. Torej, to odpuščanje ni mogoče zapovedati. To je tisto mogoče, kar moramo mi malo imeti pred očmi. To ni stvar morale, to ni stvar nauka, čeprav nauk nas k temu spodbuja, gotov, k odpuščanju, ampak tukaj gre za eno odpuščanje, kjer moramo mi najprej sebe pripraviti za tisto veliko odpuščanje, ko bomo lahko tudi storilcem rekli, pravzaprav hvala, ker ste nas spodbudili k večji veri, ker ste nas spodbudili k enemu večjemu razumevanju bolečine in k eni večji povezanosti. No, ne? To bi bilo tisto pravo odpuščanje. Ne, da mi stisnemi zobmi, rečemo, ja, ti odpustim, ker to zahteva vera in ker sem jaz tako moralen, bom to naredil, v bistvu sem pa vse še razbolen in zagrenjen. No, ne? In ker je to odpuščanje en tako daljen cilj, se pravi, da mi odpustimo prav tistim, ki so nas prizadeli, je gotovo to manjše odpuščanje priprava in poteka približno tako, da se mi poskušamo najprej zavedati tega, kaj nam je bilo povzročeno, se pravi, da se ne izogibamo bolečini, ampak jo poskušamo sprejeti v celoti. Potem poskušamo izžalovati vse, kar smo s to krivico zgubili. Sorodnike, kariero, premoženje, smo rekli, karkoli. In nadaljni korak v tem je, da začnemo prepoznavati dobroto v svetu, ki ni odvisna od našega prizadevanja ali pa od naše pridnosti. Se pravi, da rečemo, pa se poskušamo v to živeti, poskušamo biti to pozorni vsak dan na to, da so okoli nas dobri ljudje, da so okoli nas dobre dejanja, in da mi nismo nič naredili za to, da bi ti ljudje bili taki. To pomeni odpiranje dobroti. Ne? Če moram jaz vse narediti za to, da je na svetu dobro, če moram jaz vse narediti za to, da Bog pride do mene, potem, vse veste, pol jaz Boga ne rabim, pa sem jaz Bog, pa sem jaz vse naredil. Odpiranje dobroti pomeni, jaz se samo toliko odprem, da lahko dobrota pride do mene. Ne? In to odpiranje pomeni, da priznam, da je dobrota objektivno zunaj mene, neodvisna od moje pridnosti ali pa porednosti in da ta dobrota želi priti do mene. In to je ta korak, ki je rekel, predpogoj za tisto pravo odpuščanje, je, da jaz se pomogočam, da me krivica ne zasvaja več in se na ta način odpiram dobro. Dobro obstaja, včasih sem ga jaz celo lahko prispeval k temu, včasih sem celo lahko delal proti dobremu, ampak dobro je še vedno tam. Tako kot rečejo Američani, tam zunaj, ne, to je čudna slovenščina. Ne. Dobro, če lahko zdaj, da ne bom predolg, samo dve poeziji bi vam rad prebral, ker vem, da vi se, marsikdo se ukvarja s poezijo, pa bi vam rad prebral dva načina žalovanja, dva načina poslavljanja do matere, pa ne bom nič povedal, vseh jih boste prepoznali, ampak samo prepustite se tem besedam in občutjem boste videli dva različna tona. En zelo bliž žalovanju, drug pa mislim, da malo del. Če dovolite. Enega boste takoj prepoznali. Veš, mama, rad bi ti napisal pismo, poslal bi rad vsekak pozdrav. Že dolgo je, odkar več skupaj nismo, da bi le to lahko ti rekel, da sem zdrav. A kam naj pišem? Ste doma ostali? Jaz sem še srečen, ker sem jim ušel. Le kaj s teboj, so te kam pregnali, te v Šleziji morda je glad izžel. Kjerkoli si, povsod sem jaz s teboj,
Posod je s tabo moj pozdrav in ker sem jaz, si tudi ti z menoj, zato ne misli, da sem sam ostal. Morda nikoli več ne bova zrla si v obraz, vendar nikdar ne bom pozabil nate, a želel bi, da ne vdihne prej mi glas, dokler ti ne porečem, glej, ta svet je tudi zate. To je ena drža sina do mame, to mi zelo dobro poznamo. In če se boste mečko prepustili teli podobi, boste videli, da ta sin nosi mamo na hrbtu. Čeprav pravi, da kjer sem jaz, si tudi ti z menoj. Če moram jaz mamo to prepričati, pa to lažeti, a ne? Pol jaz njeno bolečino nosim, a ne? Ona pa ne moja, ne? Boste videli, to je ena taka zanimiva dinamika. Tole pa je ena druga. Tukaj mislim, da žalovanja še ne more biti, ker človek se še ni prepustil, ali pa mislim, ta lirski subjekt, kdorkoli, ali pa pisec se še ni prepustil tej bolečini. Ko se prepustiš bolečini, kričiš po mami, kričiš po Bogu. Ne? Je ne hrabriš, recimo. No, to je pa druga. Reci mi, mati, besedo v slovo, vidiš me zadnjikrat, mene več k tebi ne bo. Pokropi me z blagoslovljeno vodo, da najdem saj konec poti. Mati, jaz pojdem duše iskat, mati, tja, kjer jih ni. Hvala. Hvala lepa, gospod Erzar. Razložili ste nam psihološko pot in korake k spravi, ki je pomembni za našo družbo. Me pa vseeno zanima, kje vi vidite tukaj vlogo katoliških medijev, kako naj mi v katoliških medijih s svojim pisanjem prispevamo k temu procesu? Ja, jaz mislim, da ste tle že veliko, da je bilo narejeno tako po plati tega, da ste dali prostor resnici, da ste vsaj v določenem obdobju dali prostor zamolčanim stvarem, včasih je bilo treba vendar reči, tako je bilo, a ne, to ne pomeni zdaj črno-belo slikanje, hujskanje, oživljanje, preteklih travm, to ne pomeni maščevalnost, ampak preprosto tako je bilo. In mislim, da je bilo doskrat tudi zraven dovolj sočutja, se pravi, da je ta resnica bila doživljena strani bralstva, saj če v svojem imenu govorim, glejte, tako so ljudje živeli, tako moč preživetja so črpali z vere in ne terjajo ničesar zase. Včasih je pa, mislim, malo tudi bilo tega, kaj bi morala država narediti, kaj bi moral ta narediti. Tudi to je včasih potrebno, da ne bi kdo mislil, da zdaj moramo pa kar vprašanje pravičnosti in poravnave kar pustiti. Ne. Tukaj ni ali. Svobodno razmišljanje je vedno in. Se pravi, prav je, da se borimo tako za pravično družbeno ureditev, državno ureditev vseh problemov, ki so ostali nam iz druge vojne, ampak to ne pomeni, da bomo mi tam ostali. In da če se bo politika s tem preigravala nadaljnjih 20 let, da bomo mi nadaljnjih 20 let ostali pri tem. To mislim, da je tudi v zadnjem času bilo že večkrat v medijih nakazano, da si odpiramo mi, da s tem zgubljamo mlado generacijo. To mislim, da je bilo zelo doskrat prav v verskem tisku poudarjeno, da bomo mlade zgubili, če bomo še dolgo ostali pri tem, kaj vse se nam je naredilo in smo drugorazredni in zakaj nam končno država ali kdorkoli že pri tem ne pomaga. To je ena plat, to je en diskurs, namenjen gotov starejši generaciji, ki je dala velik skozi in če smo do njih sočutni, če jim pomagamo do enega zadoščenja, nič narobe. Hkrati ne zgubiti mladih, hkrati ne zgubiti srednje generacije, ki pa živi v zelo drugačnem svetu, delno še obremenjena z zgodbami, ki niso izjokani, ki niso izčiščene, ampak potrebuje točno ta prehod, bom rekel, k tretji fazi, se pravi tega, da nas iskreno govorjenje, ranljivo govorjenje o teh krivicah poveže in nam da en pogum. To bi gre s to podaril. Se pravi, ne ali, ampak kar eno z drugim. To zdaj, če se prav razumem, naša naloga bi naj bila čim večkrat dati avtentično besedo žrtva. Da v bistvu, čeprav se po 25 letih zdi, da so te žrtve že dovolj govorile, pa očitno še niso dovolj govorile.
oziroma ali jih moramo vedno znova poudarjati, da teh procesov ni mogoče izsiljevati, pospeševati na silo, z ukazi, z moralnim apeliranjem in še čem, ne? Kako žrtve, ki pa zdaj odhajajo, ne? So zdaj generacije 80 in jih ne bo več čez 5 let, 10 let. Tako zdaj tem žrtvam omogoči, da spregovorijo na ta odpuščanski način, ne? Da ne bodo samo ubesedile, kaj se jim je zgodilo, ampak da bodo to hkrati vzžalovali in potem mogoče tudi te srednje generacije, da se s tem ne bo več ubadala na tamči, da bo se nosila naprej, pa še na svoje otroke. Ne? Da ne bom jaz na svoje otroke nosil to, ker so teoretično moji starši na mene prenesli. Ne? Kje je tukaj zdaj vloga katoliškega tiska? Mogoče res to, kar se že dogaja, kaj prepoznavate, recimo oddaje na radio Mišče, moja zgodba, oziroma kaj je recimo vaša pobuda resnice in sočutje v tem procesu spominskega leta 2015 pričakuje od nas. Mogoče še kaj bolj konkretno? Ja, hvala za ta komentar. Recimo pričevanje bi še dal zraven. Pričevanje, pri katerih je očitno, da ti ljudje imajo moč, čustvenega in duhovnega preživetja, ki so ga črpali ne iz krivic in maščevanosti, zagrenjenosti, ampak tudi iz dobrote, iz vere. Mislim, da bi to uporabili. Se pravi, da lahko imamo hkrati pričevanja, ki so dovolj iskrena, se pravi, da so očiščene jeze, čeprav včasih je kdo kaj tudi jezen, ampak moramo tismo dati 1/10 prostora, ostalo pa mora biti namenjeno temu, kot pravite, ja, se vam je to pa to zgodilo, kako vi s tem danes živite, dajte nam to povedati. Ne? In jasno, taka pričevanja so redka. Ne moramo reči, da zdaj kar bomo celo populacijo, tako ste rekel, kar starejših ljudi, da grem jaz do svoje mame in rečem, veš kaj, to se je zgodilo, zdaj pa glej, jaz živim v drugem svetu, pejt z mano. Potem sem jaz kajuh, ne? Kajuh je tista vrv. Se pravi, si moram še starejšo generacijo naložiti in jim pokazati, lej, se bom jaz še za vas boril. To ne bomo moglo praviti. Starejša generacija ima svojo nalogo in to gotov je, da se s tem sooči. Čeprav to je mečkim težko jim slišati. Da se sooči, gledajte, še vedno ste jezni. Vas razumemo, ampak ne bomo vam dali večno prostora, ker mi moramo iti tudi naprej. Mi moramo iti naprej, moramo mladim dati tudi eno sporočilo, da, gledajte, so bile krivice, smo jih premislili, smo jih zjokali, v odraslem svetu, to je naša naloga, dati prostor solzam in ranljivosti, zato, da se to ne bo več zgodilo. Zato, da bomo dobili en globok pomen teh naših žrtev. Mislim, da nam to manjka. Čisto v tem tudi duhovnem smislu. Mi smo, ali pa ta katoliška stran, imela ogromno žrtev. Ampak te žrtve, če bi zelo grdo rekli, morajo imeti nek pomen. Tako kot so Izraelci sprašvali, Bog, zakaj si nam poslal to nesrečo? Mi se še vedno nismo vprašali tega ključnega vprašanja. Bog, zakaj si nam Slovencem poslal to nesrečo? To sem malo tako dramatično povedal, ampak hvala za ta komentar. Ja. Jaz mislim, da to bi bilo treba. Kakšen teološki premislek, to hoče reči. Ja. Zdaj, medijski premislek je pa seveda čisto praktičen. Poglejte, zdaj stopamo v mesece, ko bo 70-letnica konca druge svetovne vojne prišla na plan in že medijske poročanja, že zdaj razne proslave bodo zaostrovale, marsičem zaostrovale ozračje. Meni vedno bolj bo nabito z ideologijo. Ni nujno, ampak pričakujemo lahko, da bo tako. Ne? In zdaj, kako se izogniti tej pasti, da tudi mi v našem poročanju ne pademo v to ideološko past, kdo je prav in podobno, ampak da skušamo v napetem ozračju držati linijo resnice, ne? Pa vendar na nek, ne vem, če se spomnim naš kopot je rekel, da bi bil rad svoboden in v resnici. Ne? Kako se tega, kako je iskati to ravnotežje, da ne bomo upasti do ideologizacije padli, pa vendar, da se ne povedali v resnici. Ne? Ja, še eno težko vprašanje. Moja izkušnja je taka, da z jeznimi ljudmi se ne pogovarjamo. To je osnovno. Ljudje, ki govorijo samo o drugi strani, so jezni, so v vlogi večne žrtve, od njih ne bomo nič iztržili. Zastrupili bodo prostor, nas bodo tudi slej, ko prej napolnili z jezo in mi jo bomo mogli spet nekje odložiti. A mi to rabimo? Ne rabimo tega.
Jeze je bilo dovolj, jeza pomeni sem v stiski, niščem rešitev. Poglej, če po 70 letih nisi našel, in zelo grdo rekel, 71 leto je ne bo prineslo. Potrebna je neka večja iskrenost. Ljudje, ki so pač kronično jezni, so ponavadi tudi zelo prestrašeni in ta svoj strah skrivajo za jezo. Če boste gledali te forume, ki so se odvijali v zadnjih 24 letih, so govorili samo neki jezni ljudje, ki so ponavljali znova in znova te zgodbe, kako je bilo, kako smo zavezniki, kako je ta, kako je on. Zgodbe, ki že na strokovni ravni ne zdržijo ničesar, ki jih je že Zahod opustil, že Zahod gleda drugo vojno dosti bolj kompleksno, vidi vsa ta izdajstva, prevare, zavezništva, vse te krive prisege in tako mogoče. Mi smo še vedno pri tisti najbolj osnovni zgodbi za otroke, a ne, Rdeče kapice in volk in ne vem, in tako naprej. To bi jaz opustil. Preprosto ne bi temu več dal prostora. Jeznim ljudem ne. Iskreni, ranljivi zgodbi, kjer pa nekdo pove, kot recimo Boris Pahor zapiše, sram me je, jaz sem bil žrtev v koncentracijskem taborišču, ampak tudi danes me je sram, ker smo računali na kruh umirajočih. To lahko reče samo nekdo, ki ni več žrtev. Kljub temu, da sem žrtev, sem imel možnost, sem imel izbiro in sem ravnal strahopetno in mi je žal. Zdaj pa lahko točete po meni, ampak jaz s tem nočem več živeti. A čutite razliko, ne? On ni več žrtev. Pa bi lahko nam prodajal še nadaljnih, ne, če mu bo Bog dal še nekaj let, a ne, bi nam lahko prodajal to zgodbo, kako je on preživel taborišče, kako so ga izdali in tako naprej. Ne, nisem bil žrtev. V tisti točki sem imel možnost. Mi smo računali s kruhom umirajočih, ker smo bili bolničari in smo jim ga že vnaprej pojedli. Grdo, ampak to sem jaz, ne. In če se skesam, pride tle ena svoboda, pride odrešenje. Če pa sem jaz stalno žrtev, ne pride do kesanja, nimam stika s sabo, nimam preko ene svoje svobodne izbire in nimam kaj ponuditi temu svetu, kakor to stalno zgodbo o tem, da sem žrtev in vi pač to poslušite. Tako bi jaz rekel, iskati ljudi, ki zmorejo govoriti o tem, tako ranljivo rečemo kot en Pahor. Ampak vse je teh ljudi v teh zgodbah, v pričevanjih je veliko. In mislim, če bi mi rekli, da bi se tlele med sabo povedali kaj o drugi vojni, mislim, da bi vsak znal svojemu sosedu nekaj tudi ranljivega povedati. Ne sem to, mi smo bili žrtve, da bi rekel, koliko je to v mene, a ne, državo. Če bi jaz vse odgovoril, bi mogel gotovo začeti govoriti o tem, kako je biti sin očeta, ki je bil petorojeni po vrsti, kjer sta dva padla kot domobranca in ga so prišli celo domov iskati, se pravi, kako je živeti s to težo, ker se je oče popolnoma umaknil v to bolečino ali to grozo in kako je biti sirota, kljub temu, da imaš vse ljudi okoli sebe. In kako je kot sirota vzgajati sina in ga učiti enega poguma. Jaz bi mogel o tem govoriti. Čutite razliko, ne? Lahko pa odriham, kako je bilo to, lahko pa povem, kako je bilo grozno živeti kot drugorazredni tukaj noter. Ne navzven, noter v srcu biti drugorazredni, pa ti nič ne manjka lahko, ne? Pa si vendar se ne upaš v javnosti govoriti, ker te je strah. Kako je živeti s strahom? To so zgodbe, ki so zanimive. Ne kako je živeti z jezo, kako je živeti s strahom, kako je živeti s sramom. Ja, izvolite, ja. Moja misel bi k temu bila, da se moramo ob izhodiščni misli Razarja, pa Tonija Blaira, zavedati, da v prihodnjem letu poglavja ne bomo zaključili. To je bistveno. Zato napotkov, kako pisati, kako zapreti, da bomo to poglavje zaključili, je nemogoče. Moramo pa tudi povedati dejstvo, da se zdaj šele začenja odprto govoriti o zadevah Prve svetovne vojne. Da Judje lahko govorijo o drugi svetovni vojni zato, ker je bil Nürnberški proces, kjer je vsaj formalno nekoga obsodil. V slovenski situaciji tega ni bilo in zdi se, kako da mislimo,
da je treba počakati, da zadnji rabelj umre, da ne bo tega procesa. Proces mora biti tudi za tiste, ki jih ni več in ne bodo preživeli kazenske sankcije, ampak treba je ugotoviti krivdo. Temu se ne bomo mogli izogniti, če bomo še tako visok spomenik postavili. Druga stvar pa je, da je to vprašanje psihološko res zapleteno, in tukaj bom citiral gospoda Rodeta, pak ne rodnika družine, ampak zdravnika dr. Rodeta, ki je v enem intervjuju v knjigi Jerke Gronar zapisal svojo izkušnjo zdravnika. V dežurstvu je bil en gospod prišel s strašnimi bolečinami v trebuhu. Izgledanje, da je, on je bil takrat specializant, to se pravi že davno, en politični delavec. On je presodil, da bi ga mogli takoj operirati, ker se mu je ena žila zamašila, on ni dovolj, strašne bolečine. Potem je počakal, da je prišel izkušeni zdravnik, se z njim pogovarjal in ta je prišel ven in je rekel, ne morem ga prepričati, da bi ga operiral. Rekel je, citiram, zavezan sem s črnim. To se pravi, a je to ideologija, ali ni ideologija, to je pa tudi vprašanje zla, s katerim se je soočil tudi Kristus. In na to zlo moramo tudi računati in ga ne moramo silo premagati. Smer je dobrota, ampak dobrota brez resnice tudi nima temelja. Zato, kaj bomo letos delali, ne bomo čisto točno odgovarjati. To je moja misel. Prihajam iz Italije, kjer živimo, in jaz vedno, ko parkiram v Ljubljani, tada Matejo meč čutam na vsemi naši rameni. Se pravi, danes me pozdravila neka pisateljica, slučajno, ko sem prihajal sem, ki razmišlja popolnoma drugače, kot je bilo to, ampak mi se popolnoma nič ne strinja s tem, o čem pišemo, o teh naših žrtvah, če lahko govorim domobranskih in vse, ampak edini način za priti do nje je ta stik. S tem, da ti zahteva zase dostojanstvo. Jaz bi rad eno izkušnjo majhno, drugačno, ampak vedno ni isto povedal. Recimo, da ne bomo samo na relaciji rdeče-beli postavili, to je naša relacija, ki je zastrašujoča, ker ne možeš priti nikamor. Takoj kot veččasnik živeš kam pade in tako. Je naša zgodba Slovencov v Italiji. Jaz sem bil kot prvi človek, za katera seveda hodi k maši, skuša biti kristijan, povabljen za govor na gmajno v Bazovico. In mi je bilo rečeno, ki si prvi, ki bo govoril, ker tako govori pa vedno dva. Bazoviški junaki, 4, vemo vsi za nas slovenske svetniki, Italijani, ki so hoteli vedno zmanjševati, nikoli logo so bili teroristi. Streljeni v hrbet na gmajni, kjer danes pomeni. Jaz sem imel srečo takrat, zato ker jaz sem zelo cenil Karla Marija Martinija, milanskega kardinala, ker mene čudi to, da še nihče ni pomislil, da bi ga za Blaženega predlagal, ampak jaz sem njegova dela vedno bral. In on je bil tudi naš kolega, zato ker je pisal v časopis zelo liberalen, v Corriere della Sera. In na stare leta, ko je on šel v penzijo, je šel v Sveto deželo. To si je želel iti v Sveto deželo, prevajati Sveto pismo in je šel dol. In kam je prišel? Prišel je v deželo, kjer se koljejo ljudje, in palestinci, arabci in tako naprej. In je enkrat napisal potem Ferruccio de Bortoli, ki je odgovorni urednik bil takrat in je še danes Corriere della Sera, je bil strežnik, ministrant, kot sem bil jaz drugim, in on je bil njegov ministr.
strani, kot prišel, ne? Kot na... In ga je dovolil, da mi vsako nedeljo napisal nekaj. In je napisal, po moje genialno, in to sem tudi citiral, da sam ne ve, kako prejti, in to me zanima mnenje gospoda Enzerja, ampak je rekel, da bi lahko začeli pot do sprave, skušati razumeti in sprejeti bolečino drugega. In to je bilo tudi v Bazovici sprejeto. Zakaj? Ker oni nas imajo za infojbatore, mi smo jih metali v fojbe, zlavo komunisti, to je še vedno živo, ti predsodki so živi, je povsod to. Na drugi strani pa vsaj nek korak naredi, da skušati razumeti, in jaz mislim, da v tem kontekstu to je neka stvar. Sem pa bil zelo razočaran, povem kar javno, nad pisanjem Brine svet, ki velja tukaj za eno super zvezdo pisanja slovenskega. Mislim, da se to lahko pove ta slovenski obraz, kako je zadnja. Je pisanje, mislim, da preveč površinsko. Preveč površinsko je sicer v Argentini, te zgodb nisem bil razen po pripovedovanju, ampak mislim, da ko se piše o žrtvah in ko se piše o tem, je treba vseeno neko večjo spoštovanje, kot ste ga dobili pri Borisu Pahorju, pisatelju, ki ste ga citirali. Mene je fasciniral in sem ga imenoval pred ob 100-letnici, so me vprašali, ker vedo, da se poznava že 40 let in se običajno srečujeva. Mene pri njem fasciniralo to, kar poznam tudi v krščanskih družinah, sorodne stvari, in to so svetniški liki. Mene je fasciniralo pri njem to. On se nima za kristjana, njega so peljali domobranci v roke nacistom, ni nikoli nikomor povedal imen domobrancov, ki so peljali v to v lager, ki so izročili v lager. Po drugi vojni je bil on tisti, ki je zahteval od Edija Podsbeka, on je zahteval, ti, se pravi, ne kristjan, ti moraš povedati, in potem je poklical zdravo še Regulo, ker tako je bilo. Ker me je pa pretreslo meni, je bilo, ko mi je pred 40 leti na tisti Rebri kontroverski, kjer ima svoj studio in kjer živi v Barkovja, ko je rekel, mladi mož, vi pa meni, dajte dobiti, on vsakega vika, dajte mi dobiti samo en zapis enega skesanega domobranca, da bi jaz lahko dal zraven zapisa Zdeka Zlavala ali drugih. In bom tam jaz začel. Ker jaz milosti vire nimam, ampak dajte mi ga dobiti. Jaz ga nisem dobil. In sem prosil vse svoje prijatelje in ga nisem dobil. Sem prosil argentinske prijatelje, da bi lahko Borisu Pahorju nekaj in potem še za zaključek blogi. Blogi so ena katastrofa slovenska. Mi, ki živimo, ne rečem, da živimo v najboljši demokraciji, ampak tukaj rokometna tekma, Celje, Slovan se konča z domobranci s partizani, na koncu komentirali. Poglejte pa, kjerkoli ni moderiran vsako komentiranje, to je katastrofa. Mislim, ta razbojenost, ki se z materinim mlekom predaje naprej. In zaradi tega sem zelo vesel vaših napotkov, kako. Ampak mislim, da ta misel od Karla Martinja, da je treba skušati razumeti bolečino drugega, da je nek začetek lahko. Hvala. Če dovolite, bi samo pričevanje iz knjige Čas po časi bliže, torej o prisilno mobiliziranih slovenskih fantov in moških v nemško vojsko. Gospod doktor je zadnji napisal tudi besedo na to knjigo in bi najprej prebral srečanje dveh sovaščanov v begunskem taborišču v Angleškem.
Zdaj, citiram, zdaj se mi je nekam znan, kot bi ga že nekje videl. Ugovoril ga je po nemško. Odgovor je bil prav tako v nemškem jeziku, da je iz kranjske dežele. Prepoznala sta se. Bila sta strašno presenečena in srečna, da si vidita povsem, kar sta prestala. Takoj se nista spoznala tudi zaradi tega, ker sta bila zaradi prestanih naporov zelo skujšana. Ob tem pripovedovanju Slonadetu, se pa sovaščanu, vedno začele teči solze. Sozak je pripovedoval naprej. To ganljivo srečanje je bilo v njem še po tolikih letih živo navzoče. Konec citata. Zdaj pa vaše besede, gospod dr. Bezak. Čudovite, ampak prav nič naivne izlagane vrstice, kajti pri nas smo dolga desetletja pogrešali dovoljenje, da razmišljamo o vojni, svetu, prijateljstvu in sovraštvu kot ti fantje. Prijatelja spoznaš v domačem kraju, potem ga v tujini skoraj ne spoznaš, ker ga je nesreča spremenila. Nato ga odgovoriš in spet ga prepoznaš. Ni se spremenil, vedno je bil tvoj prijatelj in bo tudi ostal. In hvala lepa gospodu Bezak za te besede, ki so naredile zelo velik vtis. V Argentini so igrali so vzdah očeh. Kaj menite, ali ne bi, če bi se ta del zgodovine, o katerih je razpravljamo, zapisal v šolski družbi, in seveda to naloga zgodovina je v širše družbe, da se zapiše tako kot je prav, koliko bi to pripomoglo k pomiritvi žrtev in verjetno bi bilo tudi nekaj vrste Ja, imate zelo prav. To tole, kar je gospod Faganelli rekel, se pravi, ta uradna priznana resnica bi gotovo prispevala veliko. Še vedno bi nam pa ostala ta notranja resnica, se pravi, da se mi poslovimo od tega sovraštva in zagrenjenosti.